Lepo pozdravljeni v imenu uredništva in založbe Mladika iz Trsta. Verjetno ste vsi prebrali vabilo. Revija je začela svoj 63. leti in na zadnje čase skuša širiti malo krog svojih bralcev, svojih sodelavcev in tako dalje, s tem, da tudi posamezne številke ali pa letniki, kot v tem primeru, predstavljajo v različnih okoljih. Zlasti odkar je v Mladiki rubrika Fokus, to je rubrika, v kateri več avtorjev z različnih vidikov obravnava kako aktualno tematiko, skušamo na to tematiko tudi prirediti srečanje, debato, da vsakdo lahko kaj pove in da dobi nekaj več odmeva, kajti na žalost vsaj v zamejstvu vlada precejšnja gluha loza, v smislu, da človek lahko piše, tudi če piše polemično, ponavadi ni velikih odmevov. Ampak vsekakor smo z odmevi na Mladiku zadovoljni in zdaj s to prvo številko smo se lotili vprašanja, ki se bo nadaljevalo tudi v naslednji, kako je Slovenci v Italiji 100 let po premiku meja, po propadu Avstro-Ogrske, od časa, ko je glavnina Slovencev v Italiji, izuzeti so beneški Slovenci seveda in Rezjani, prišla pod Italijo in podobno. In to Mladiko imate pred sabo. V prihodnji pa bo že nekaj odmevov, ampak gledanih z vidika matičnega, med navednicami Slovenca, torej kako gleda Slovenec, ki živi v Matici, ki je tukaj aktiven, ki pozna osrednjo zgodovino Slovencev, na umanjkanje Primorske pred stoletji in na premike, do katerih je prišlo. Zmenili smo se, da bomo ob začetku letnika prišli tudi v Ljubljano. Tukaj imamo v Ljubljani in sploh v Sloveniji veliko naročnikov, veliko sodelavcev tudi in je prav, da pride kdaj do direktnega stika, do sugestij, debate. Tukaj sedijo, kot vidite, glavni in odgovorni urednik revije in založbe Mari Maver, potem je gospa Lenka Puhar, ki sodeluje in zlasti, kar zadeva knjižno produkcijo Mladike, objavlja ocene, odmeve in podobno. Gospa Nadja Rončeli je urednica, zlasti se zanima za knjižni spored in bo potem o tem nekaj spregovorila. Gospod Jože Horvat tudi sodeluje z Mladiko, ampak je izdal tudi že kako knjigo pri nas s pregledom zamejskih literarnih ustvarjalcev in to mora še nadaljevati, ker ni še popolnoma obdelal vseh. In zdaj povabim, da bi vsakdo nekaj malega povedal. Tako da o tem fokusu 100 let pod Italijo sem nekaj besed povedal, ampak kot boste videli, gre za 7 avtorjev. Piero Purič, demografske in življenjske razmere na Tržaškem in Goriškem, beneški javni delavec Ricardo Rutar je pač zajel obdobje od leta 1866 dalje, ampak opozoril zlasti na izjemno tragično sliko, ki jo dajejo demografski podatki v Benečiji, ne samo zaradi izseljevanja, ampak zlasti zaradi izseljevanja žensk. Mi smo imeli v ponedeljek tak večer v Trstu in je tam to poudaril. To je beg žensk že med obema vojnama in potem je dokazoval številkami, koliko je neporočenih moških v Benečiji, koliko starostnih. Torej, slika je, on zelo pesimistično bi rekli, gleda na možnosti obstoja beneških Slovencev. O Kanalski dolini, ki je prišla leta 18 v Italijo kot Tržaška in Goriška, ampak ima čisto drugo zgodbo, ker je del Koroške in tako dalje, je zapisal nekaj Lučano Lister. Se slabo sliši, veš, na koncu dvorane mi dajo znake, ne vem, malo glasneje, da se slabo sliši. O našem šolstvu, kako se je, kakšen razvoj ali propad ali kaj je bilo z njim v teh stoletjih, je napisal goriški šolnik in javni delavec Peter Črnic razmišljanje, o verskem življenju Tomaž Simčič iz Trsta, o jeziku, založništvu, književnosti Majda Artač Šturman, tržaški glasbenik in publicist Aleksander Vojc pa je ponudil fresko
stoletja padcev in vzponov na likovnem in glasbenem področju. Seveda področje je še nekaj, ampak to smo zbrali skupaj za to številko in debata se lahko nadaljuje. Vabljeni, če imate kak odmev ali vas kakšna stvar posebej intrigira, da nekaj o tem napišete. Zdaj bi pa prosil glavnega urednika, gospoda Marija Malerja, da čisto kratko predstavi ali obnovi, saj jo poznate, podobo založbe in revije in da tudi pove o enem izmed naših temeljnih sodelavcev, Alojzu Rebuli, da pač predstavi kratko številko, ki je bila njemu posvečena. Zadnja danska številka je bila fokus posvečen pisatelju in mislecu Alojzu Rebuli. Prosim. Ja. Hvala za besedo. Si dovolite, da sedim, da ne vstajam, ker mi je lažje sedeti. No, če bi čisto na kratko povedal zgodovino revije in založbe, Mladika je začela izhajati leta 57, to se pravi, da ima letos 63. leto. Med tem časom je zelo redno izhajala, medtem ko so druge revije, ker v povojnih letih je bilo v Trstu nič koliko poskusov revijalnih, tako smo imeli Tokove, Sidro, Stvarnost, Varlo in Svoboda, pa to so bile revije, ki so začeli izhajati, 1-2 številki pa so zamrle. Edini dve, ki sta nekaj časa res izhajali, sta bili Most in Zaliv, ki jo je urejal Boris Pahor. Seveda, Zaliv je bil, rekel, najdaljšega dometa, tudi morda najbolj zanimiv, najbolj provokanten takrat, ker je bila to revija Borisa Pahorja. Pavle Merkur je rekel, ko bo Boris Pahor odnehal, bo revija umrla in tako se je zgodilo. On je nehal, leta 90 je rekel, zdaj imamo samostojno državo, revija ni več potrebna in se je nekako samo ukinila. No, Mladika je nastala v letih 56-57, takrat so se zbrali predvsem nekateri izobraženci iz katoliških krogov, Jože Petalin, Martin Jevnikar, Vinko Beričič, to so bili nosilni stebri, ob njih nekaj mladih, težaških, takrat, ki so prišli iz slovenskih šol po vojni. To so bili Diomira Fabijan Bajc, Saša Marteljanc, Drago Štoka in drugi. In revija je kot po čudežu živela do danes. Naklada je še danes tih 1500 izvodov, gre gotovo med naročnike okoli 1000 izvodov, tako da se mi zdi, da tudi v tem pogledu se kar dobro drži. Leta 61 so pri Mladiki izdali zbirko pesmi Brune Marije Pertot. To je sodelavka Mladike, ki so ji tako nekako počastili, da takrat še ne v rosnih letih, ampak zelo mlada. In so izdali zbirko Moja pomlad, pesniško zbirko, ki je bila prva knjiga naše založbe. Mi štejemo začetek založništva s tem datumom. To je bilo leta 1961. No, seveda takrat so knjige izhajale bolj sporadično. Zelo smo se razvili kot založba v letih 90 z osamosvojitvijo Slovenije, ker takrat se nam je odprl tudi trg v Sloveniji in leta 96 smo se združili v zadrugo, ki danes izdaja tako revijo kot knjige. Založba izdaja od 15 do 20 izvodov naslovov letno. Zdi se mi, da so naslovi še kar zanimivi. V glavnem črpamo iz našega zamejstva, kolikor le moremo. In Mladika ima pravzaprav največ naslovov od vseh tržaških in goriških založb. Torej, še založništvo tržaškega tiska v Trstu, ki zadnje čase
izdaja po nekaj naslovov samoletno in Goriška Mohorjeva, ki seveda zarabi veliko energij za izdajanje predvsem Novega glasa, tednika. No, naš sodelavec je bil tudi Alojz Rebula, pridružil se je kmalu po začetku in je bil izredno dragocen, tako zaradi njegovega sodelovanja. Marsikdaj se podpisal, veliko je bilo sodelovanja z nepodpisom, to se pravi, da je sodeloval tudi anonimno pri nekaterih rubrikah. Bil je vedno tak motor, ki nas je preganjal in dajal pobude za različne stvari. Mi smo mu izdali nekaj knjig, predvsem dnevnikov, tudi kakšen roman. Zadnji roman njegov je bil tisti na obizdivu Jance Kjanga, ki je šel tik pred njegovo smrtjo, 15 dni pred smrtjo, tako da ga je še dobil v roke. In trenutno, hvala lepa, pri toku Jance Kjanga, ja. In trenutno imamo tudi še en rokopis njegov, ki naj bi šel po njegovi smrti, in to je apokrif, to so evangeljske zgodbe, ki jih je on napisal malo drugače, kot so v Svetem pismu. To je še v pripravi, bomo videli, mislim, da nam bo uspelo izdati. Je bil pa Rebula zadnjič tukaj, ko je šla knjiga o o antiki v njegovih delih, to se pravi knjiga, ki jo je napisala Jadranka Cergol, profesorka na Primorski univerzi, in takrat je on zasedel za to mizo skupaj s Kajetanom Gantarjem, ki ima tudi en lep zapis v tej posebni številki, ki je šla posvečena Rebuli. Tako, jaz bi s tem končal, mislim, ne bi razpredal nadolgo o naši založbi in o reviji. Bolj važno je, da gremo vsebinsko v te naše fokuse, ki bomo videli, koliko nam bo uspelo narediti, ker to zahteva malo več truda, več poglobitve, malo je drugačen pristop, kot pa pri navadnih člankih, ker moraš tematsko obdelati. Ne vem tudi, koliko nam je uspelo, ampak upam, da nekaj vsebinskega smo poglabljene je bilo tudi v teh naših fokusih doslej. Nekaj je nakazal že Ivo Jevnikar. Drugi fokus, ki je bil zelo interesanten, je tudi to, ker bo naša urednica Nadja Rončeli morda kaj povedala, tisti o odločanju slovenskih pisateljev, ne vem, če samo v zamejstvu ali tudi v Matici, morda tega ne poznam toliko, za pisanje v tujem jeziku. Na Koroškem pišejo slovenski pisatelji v nemščini, pri nas tega ni bilo, ampak zadnja leta so se pojavili tudi pisatelji, ki zato, da bi bili bolj slavni, napišejo tekst v italijanščini. Ampak, kot je rekla profesorica Marija Pirevec, to ni slovenska literatura, to je italijanska literatura. Torej, odločitev, ki je nekoliko sporna, ampak o tem kasneje. Hvala lepa. Hvala. To bo še potem nekoliko poglobila Nadja. Gospoda Jožeta Horvata smo prosili, da malo razmisli in nam predstavi svoje videnje mladike v panorami slovenskega revijalnega tiska. Slišali smo že v zamejstvu, kako je bilo bogato revijalno življenje, ne? Kako gleda na mladiko z tega zornega kota. Prosim. Ja, dober dan vsem skupaj. Dober dan vsem skupaj voščim. Ne vem, če sem jaz ta pravi tisti, ki bo lahko vse to predstavil, kot bi si človek želel, ki recimo ne spremlja te revije tako od blizu. Jaz sem jo sicer res že pred mnogimi leti spoznal še v 70-ih letih, ko sem kot novinar lahko šel v Trst oziroma v zamejstvo, in tam sem v tej reviji pravi vir nekih informacij, ki jih pri nas nismo dobili, recimo
izide knjig, ki so bile pač v tujini. In je bilo to zame dragoceno in že takrat je zame upravljala ta revija neko veliko funkcijo. Mislim, da je tako še danes in me veseli prav, če imate namen malo to aktualnost razširiti, kot je bilo tu že omenjeno s temi rubrikami Fokus. Meni se zdi zelo važno to in tako, da si lahko predstavljam, da če bi to uspelo, bi lahko ta revija postala neka druga oblika drage tudi za Slovenijo, kajti v tem revijalnem tisku je pri nas tako, da so seveda literarne revije so strogo, bi rekel zdaj, literarno usmerjene in posegajo sicer po eni strani v literarno pisanje na drug način, posebno je vse odvisno od političnega zornega kota, kako se na to gleda in kako se ureja, kako se v tem pišejo ocene. Tako da mislim, da je ta revija s tem namenom izredno pomembna. Jaz upam, da se bo to uresničilo. Sicer pa itak mislim, da je to najboljša tovrstna revija izmed vseh zamejskih revij, recimo, ali glasil. Če gledam, recimo, v Avstriji je najbližje ta revija Nedelja, ki ima sicer že dolgo tradicijo in približno se enako intenzivno posveča, bi rekel, slovenski literaturi na Koroškem v Avstriji. Drugih pravzaprav ni, razen Novice, ki je pač nekako seštevek oziroma so nastale pred mogoče 10 ali še več leti, ker sta se združila dva tednika, to je tednik Slovenski vestnik in naš tednik. Ampak, kolikor vem, ta revija oziroma je tudi tednik je zelo slabo odmeva in mislim, da so vsi nezadovoljni, ker so se pač združili v eno, ki ne ustreza več nikomor. Čeprav se zmeraj piše o problemih manjšine, tudi dostikrat kaj o literaturi, ampak tako sistematičnega, bi rekel, prikaza življenja, kot ga skuša prikazati Mladika, mislim, da ni. Da ne govorimo o madžarskem prostoru, v slovenskem, ki je zelo skromen, tam izhaja, mislim, da od leta 1991 naprej tednik Porabje, ki pa je zelo, bi rekel, skromen, izhaja v bistvu zdaj že zadnja leta samo skoraj v narečju, pa tudi samo obseg, mislim, da 10 strani obsega, številka odmeva pravzaprav v Sloveniji nima in ne vem, če v Sloveniji sploh kdo bere, kajti tudi tam nima kaj posebnega bralca. No, jaz sem prepričan, da je Mladika na dobri poti, da res postane s tem, bi rekel, projektom Fokus neka revija, ki ne bo samo magazin, ker zdaj je sicer, kar je zanimivo, ker skuša biti zbirališče, oziroma, kot bi se rekli v tem prevodu, magazin različnih tem in poročil, ki so za nas važne in jih ne dobimo po internetu. Tako da primeri s tem, da še zmeraj nas straši internet kot tisti medij, ki naj bi prevzel vse in bi se k njemu usmerjali. Mislim, da ima ravno ta načrt oziroma projekt z neko refleksijo, poglobljeno analizo predstaviti probleme, da je to zelo pomembna naloga in zaželena. Hvala za kaj. Hvala. Tukaj imate sicer en rokopis, ki ga niste. Ja, to je nekaj sem si zapisal, ampak... Bomo pa objavili. Ja, hvala. Nadja Rančeli, ki je urednica zlasti knjižnega programa, bo poglobila to, kar je nakazal gospod Mari Maver, torej pisanje pri nas tudi v drugih, oziroma v italijanskem jeziku. Tudi naša senatorka Edina je svoj roman napisala v italijanskem jeziku, podobno kot na Koroškem. Da tematika, ki se je lotila, je taka, da je ni mogla napisati v slovenščini.
načrtuje slovenščino. Ja, lahko načrtuje, ampak nastalo je recimo italijanščine. Zdaj, kateri so razlogi in to, o tem je skušalo razglabljati več piscev v predzadnji lanski številki. Prosim. Dober dan, lep pozdrav. Kot je povedal Ivo Jevnikar, v glavnem se ukvarjam s knjižnim programom Mladike, sem pa posebej sledila temu fokusu, ki je šel v 9. lanski številki z naslovom Izbira italijanščine v pisanju slovenskih avtorjev, zatajitev ali odprtost do drugega. Tematika se mi je zdela še posebej zanimiva, privlačna, žgečkljiva, ker se ta pojav vedno bolj širi. Recimo to prehajanje v tradicionalnem slovenskem literarnem ustvarjalnem prostoru je vedno več prehajanjem v tujem jeziku. Nekoč se je to dogajalo recimo na avstrijskem Koroškem, recimo kot je omenil Ivo Jevnikar, je bil tako emblematičen primer pesnice in pisateljice Maje Haderlap, ki je svoj Angel pozave najprej izdala v nemščini, napisala v nemščini, potem ga je bil preveden v odličnem prevodu v slovenščini. Veliko pa je na Koroškem takih dvojezičnih piscev, ki izbirajo slovenščino in nemščino tako pogosto, recimo ni nekega moralnega odločanja, kar recimo pri nas jezik do nedavnega je bil tudi moralna, etična vrednota, ne samo nekaj etničnega, ampak tudi etična izbira, da se odločaš, ker v slovenskem prostoru v Italiji ustrajati v slovenščini je stvar neke samozavestne izbire, neke odgovornosti. Zdaj se recimo ta meja se je v zadnjih letih razblinila. Pred desetletji je bilo nekaj primerov redkih, ta pojav prehajanj pa ta praksa recimo se širi. Kot je omenil Ivo Jevnikar, naša senatorka Tatjana Rojce, svoj prvi knjižni prvenec, ki ni bil esejistične narave, napisala v italijanščini. Imamo kar nekaj avtoric, recimo Klaudija Vončina, profesorica italijanščine na Slovenski šoli v Trstu, na Goriškem, piše samo v italijanščini, Lida Ukmar, pesni samo v italijanščini, Antonela Bukovec v Benečiji izbrala italijanščino, mlada tržaška avtorica Anja Zubim, ki piše kriminalne romane, je izbrala italijanščino. Je pa tudi nekaj takih praks, pri katerih avtori izbirajo oba jezika. Recimo to je primer Dušana Jelinčiča, Igorja Pizona, Borisa Pangrca in še drugi. Se postavlja vprašanje, torej prvo vprašanje, zakaj se to dogaja, in temu bomo tudi v Društvu slovenskih izobražencev čez približno mesec dni posvetili poseben večer. Postavlja pa se tudi vprašanje, kam sodijo ta literarna dela, če v slovensko ali v italijansko književnost. Postavlja se vprašanje, kaj določa sploh slovensko književnost, da je avtor Slovenec, da se obrača na slovenskega bralca, da se dogajanje odvija na slovenskem, ali da je nekdo slovenski pisatelj, verjetno je potrebno prav to, da piše, da se samozavestno odloča in izbira slovenski jezik. Torej, in na to, recimo o tem, torej to je zelo odprto vprašanje, odgovorov dejansko ni. Važno je, da temu sledimo, da se tega zavedamo, ker kot je omenil Ivo Jevnikar, v našem zamejstvu, kljub temu, da hočeš nekaj izzvati, nek problem, recimo obelodaniti, najlažje je, da se o tem sploh ne govori, da se nihče na to ne odziva. To pa je dejansko en problem, en pojav in tudi naše manjšine, ker tudi odpira vprašanje, kam gremo, kam nas bo vse to peljalo. Torej, in o tej temi so v fokusu številka 9 spregovorili esejistka in doktorica literarnih ved Vilma Purič. Ne vem, naj samo eno misel iz njenega eseja izpostavim, pravi, da v svojem pregledu odnosa do prostora in jezika, ki ga ubesedujejo v svojih italijanskih stvaritvah avtorji slovenske
narodnosti. Pravi, da tisti avtori, ki so se odločili za italijanščino, kljub odličnemu vladovanju italijanskega jezika, ugotavljajo, da ne morejo izraziti vsega v italijanskem jeziku, ker ne morejo besediti tistega dela intime, ki ostaja zvez temu izvornemu jeziku. Literarna zgodovinarka Marija Pirjevec, ki jo je gospod Maver omenil, se je v članku zaustavila pri 3 avtorjih, ki so doživeli travmo jezika, in sicer Boris Pahor, Alojz Rebula in Florian Lipuš, in pri takih, ki so se odločili za pisanje v tujem jeziku, torej Maja Haderlap in Brina Svit, ki piše v slovenščini in francoščini. Torej, v glavnem to raziskuje odnos do jezika in pravi, da za narod, kot je slovenski, za katerega se je v zgodovini uveljavila sintagma jezikovni narod, je tole odločanje, tole prehajanje zelo boleč pojav. Objavili smo tudi razmišljanje Silve Borovnik, profesorice na Mariborski univerzi, ki vzpostavlja nov problem medkulturnosti, ki ga recimo razbira v romanu Maje Haderlap, Angel pozave, in torej odpira ta predalček te medkulturno zaznamovanih avtorjev in literarnih del. Pravi, Mladika nekako odpira, vleče na dan določene probleme, določene teme, ki verjetno bojo vredni še dodatne obravnave. Zelo oster je pisatelj in pesnik Maričuk, ki poudarja pa tole problem, da tale izbira drugega jezika je neke vrste samomorilsko dejanje, ki predvsem v našem manjšinskem prostoru Slovencem v Italiji upepeljuje vse, kar se na ravni politike, civilne družbe in kulturnega življenja počenja, da bi bil naš jezik dostojno zaščiten in da bi imel čim več aktivnih, zavestnih govorcev slovenskega jezika. In torej tudi v tem primeru za narod, ki se utemeljuje in se določa s kulturo, in za našo manjšino, za katero je bila kultura in jezik bistvenega pomena, ta izbira pelje v neko dejansko dodaten znak propadanja naše manjšine. In posebno problematično tole postane, ko se za pisanje v italijanščini odloča tudi predstavnik, ki nas zastopa v italijanskem parlamentu. To pa je res hudo. Zanimivo pa je stališče režiserja in pisatelja Igorja Pizona, ki pa pravi, ki tudi rad piše v slovenščini in italijanščini in pravi, da izbiro jezika določa snov, obravnavana snov, da določene vsebine pač lahko izrazi samo v slovenskem jeziku, določene pa v italijanščini. V rubriki Fokus smo potem izpostavili nekatere izjave Floriana Lipuša, Janeza Dularja, Lojzeta Vizerja in samega Alojza Rebule. Tako, priporočam v branje tole Mladiko. Če smem pa še nekaj o knjižnem programu, torej lanska knjižna bera z letnico 2018 je bila zelo bogata, torej izdali smo, mislim, 15-16 knjig. Posebno, če se prav uokvirim nekako v tematiko tega fokusa, zelo ponosni smo na to, da smo lahko izdali izvirna leposlovna dela v lanskem letu. Na to mislim na zadnji roman Alojza Rebule, na nov roman Marija Čuka Prah, ki tudi pripoveduje o stanju naši slovenski manjšinski skupnosti. Izredno zanimiva je tudi antologija, ki jo je uredila tukaj prisotna Evelina Umek z naslovom 30 najboljših, ki zajema prispevke, ki so v 44 letih dospeli na literarni natečaj založbe Mladika, namreč Mladika od leta 1973 razpisuje literarni natečaj za prozo in poezijo. Evelina Umek je dela te nagrajene zgodbe prebrala, sestavila izbor 30 najboljših in ta knjiga je odlično pričevanje o tem, kaj se nam je zgodilo v teh 40 letih, od leta 1973 do 2016.
Zanimivo je, da teme so se s časom razvile, kot je vzpostavila Evelina Umek, kako je meja nekoč močno zaznamovala naše odnose, potem so se te teme z leti spremenile. Zastopane so vse 3 Slovenije, kjer so tudi nagrajeni avtori iz Argentine, iz Združenih držav, Kanade, tako da je knjiga zelo zanimivo pričevanje naše zgodbe, naše zgodovine vseh 3 Slovenij. Veliko pozornost posvečamo tudi tem zgodovinskim temam, razmišljanjem o naši polpretekli zgodovini, torej imamo zgodovinsko pričevanje begunke, primorske Slovenke, ki je za časa 2. svetovne vojne in fašizma prebivala v tem prostoru, v Sloveniji, do Bojane Danevdom. 2 knjigi o 1. svetovni vojni. Tako, knjige si lahko sicer sami ogledate, izdajamo tudi otroška dela, izdajamo tudi redno knjige kapetanu Brunu Volpiju Lisjaku, ki raziskuje našo pomorsko zgodovino, slovenski odnos do morja. Tako, program je zelo pester, tako, vedno pa skušamo v naš knjižni spored zajeti knjige, izvirna leposlovna literarna dela, ker verjamemo, da le na tak način bo naša skupnost lahko živela in tudi bila aktivna in plodna. Drugače, če bi samo, recimo, kot nekateri to počenjajo, objavljali prevode, bi vse skupaj to imelo zelo majhen pomen. Z našimi deli hočemo tudi izzivati, hočemo tudi opozoriti na določene teme, na določene težave, osveščati tako naše bralce, kot tudi seznanjati osrednji slovenski prostor s temami, ki so pomembne, ampak dovolite, če se tako izrazim, da tudi če se nekaj ne dogaja v središču Slovenije in se dogaja na nekem robu, je prav tako pomembno za življenje naroda. Hvala lepa. Hvala. In še Alenka Puhar. Moje sodelovanje z Mladiko, moj pogled na Mladiko smo jih dali kot domačo narodo. Ja. Dobar dan, lep pozdrav. Jaz bi 2 rada povedala. Prvo bi se navezala na to izredno zanimivo osvetlitev vprašanja izbire jezika, 2 jezikov. Rada bi povedala, da je tudi v Sloveniji, se pravi v matičnem, v državi Sloveniji, to tema, ki občasno izredno razburka javno mnenje. Iz zelo podobnih razlogov, kot se to dogaja v Italiji, tržaškim in goriškim Slovencem in seveda na Koroškem. Nekatere dileme so bolj moralne, druge so moralno-politične, potem so tudi nekatere bolj formalne. Ampak da vam z nekaj primeri osvetlim, zakaj gre, in predlagam skratka debato, ki ne bi ostala v krogu teh zamejskih pisateljev, ampak bi se vključila tudi Matica vanjo. Eden najbolj zanimivih primerov, kar jih poznam, je primer Alme Karlin. Kot veste, je bila svetovno znana pišoča ženska, ki je v glavnem objavljala zelo literarno izdelane potopise v nemškem jeziku. Zato, ker je bil to njen materni jezik. Ko rečem, da je bil materni jezik, seveda skoraj uporabljam navednice, ker je bila njena mama Slovenka, ampak družina je bila izrazito, ker je bil oče oficir, izrazito avstro-ogrsko, avstrijsko, K und K orientirana in so zato uporabljali nemški jezik. Ker se je tega jezika naučila,
slovenščino pa samo za silo, je vse življenje pisala v nemškem jeziku. Za uveljavitev v slovenskem kulturnem svetu je bila predvsem politično neprimerna, kočljiva. In zato so jo s tem razlogom, da itak piše v nemščini in torej kaj sploh počne v slovenski kulturi, so jo zaradi tega odrinili, zatrli, bolj ali manj tudi fizično in psihično uničili. Njena literatura pa je postala znana v prevodih, predvsem šele po demokratičnih prevratih v Sloveniji. Drug tak primer je zelo sodoben in to je primer Erike Johnson Debeljak in njenega vstopanja ali nevstopanja v Društvo slovenskih pisateljev. Ob tem se je vnela zelo živahna razprava o tem, kaj in zakaj naj bi neka gospa, ki piše ameriško angleščino, delala v Društvu slovenskih pisateljev. Eni so bili za, eni so bili proti, zdaj je članica, ampak ima poseben status. No in ob Eriki, ki je bila najbolj znana, najbolj znan primer je bilo še nekaj primerov ljudi iz preostalih republik bivše skupne države, ki pišejo srbo-hrvaško, rečem jaz, ki sem že starejša gospa in mi te izrazi, kot je bosanski jezik, nekako ne grejo še z jezika. Skratka, ki pišejo različne jezike bivše Jugoslavije. In navsezadnje vas bo gotovo zanimalo, verjetno ste pozabili, da je bila dokaj živahna in pomembna debata o vprašanju, kaj dela Miran Košuta kot predsednik Društva slovenskih pisateljev. Slavističnega, oprostite, slavističnega društva. Tako, kaj in zakaj? Ali bi mu to dovolili, ali mu ne bi dovolili. In to zaradi tega, ker ima italijansko državljanstvo. To je tudi en vidik, ki ga kaže vključiti v te razprave. Nazadnje ni smel biti, ne? Je bil izvoljen. Je bil potem vseeno izvoljen, pa je še kakšen drug, ali kako? Skratka, tukaj je več dilem in vse imajo en zanimiv moralen pridih, tako kot skozi večino naše zgodovine, ko je bilo to, ali si se odločil biti Slovenc ali Nemc, kot so rekli, ali tako imenovani Nemc, zelo usodna dilema in so jo mnogi morali plačati z življenjem. Eden najbolj zanimivih primerov takih odločanj je Lojze Kovačič, eden najbolj zanimivih in plodnih sodobnih slovenskih pisateljev, ki bi moral biti izgnan leta 1945 skupaj z vsemi svojimi sorodniki, pa se je odločil, da bo ostal, ker je bil en prehod v nov jezik tako hud, da on se ne bi vračal po tej isti težavni poti. On je svojo družino prišel iz Švice, se pravi iz nemško govorečega okolja in iz maternega jezika, ki je bil nemščina in je ostal nemščina, ampak se je v zelo težkih okoliščinah vojnega časa priučil slovenščine in kljub hudim udarcem se ni mogel odločiti, da bi napravil to pot nazaj. Zdaj pa točka 2, moje sodelovanje z Mladiko. Jaz sem ista generacija kot Jože, midva sva dolgoletna kolega in zame je v nasprotju z mnogimi starejšimi ali mlajšimi tukaj
sedi najstarejša naročnica, gospa Tatjana Rejc. Zame Trst nikdar ni bil to, kar je bil za to starejšo generacijo, pa tudi ne zato, kar je za to novo generacijo. Zame je Trst bil zmeri kraj, kjer je več svobode kot česa drugega, kot pri nas. Čeprav so skozi moje življenje v glavnem poudarjali, da je v Trstu več materialnih dobrin kot česa drugega, sem jaz to svobodo zmeri dajala na prvo mesto. Če to osvetlim nekoliko anekdotično, ko sem premlevala razne spomine na to, mi je seglo v zavest, da je natančno 30 let, kar sem imela v zvezi s tem en poseben dogodek. In sicer sem bila spomladi leta 1989 na obisku v Trstu, predvsem se spomnim pri več ljudeh, predvsem pri Borisu Pahorju, in sem imela dolge in zanimive pogovore, in ko sem odhajala, mi je dal nekaj literature. Jaz se ne spomnim, kaj vse je bilo, zanesljivo pa vem, da je bilo nekaj Franca Jeze. In ta literatura je bila pri nas prepovedana, bila je kazniva, mislim, posedovanje in uvažanje te literature je bilo kaznivo, kot verjetno večina med vami še ve. In mene je nenadoma, mal pred mejo, ko je bilo treba stopiti iz avtobusa dol in iti v tisto stavbo, carinsko in policijsko, in položiti na mizo vse, kar je človek imel, mene je nenadoma v tej vrsti prešinilo, pa sej jaz imam pa tukaj v eni polivinilasti vrečki nekaj, iz česar lahko naredijo hudo neprijetnost. In sem si rekla, kaj hudi, kam bi zdaj to skrila. Ena drobna panika me je pograbila, potem sem si pa rekla, za božjo volo, če bojo kaj hoteli v zvezi s tem, bom pa škandal naredila. To je bilo eno tako drobno dejanje osvoboditve. Hvala Bogu, tisti cariniki in policaji niso temeljito pogledali, kaj imamo v tisti vrečki, verjetno se jim je zdelo neumno ukvarjati se s parimi revijami in knjigami, ker je večina drugih seveda nosila čez dosti bolj dragocene predmete. Skratka, v Trstu, tako tudi v Mladiki, so zmeraj objavljali neke stvari, ki jih pri nas ali absolutno ni bilo mogoče objaviti. Spomnite se samo Kocbekovega intervjuja ali Jeze in številnih njegovih tekstov, ali pa so bile te teme pri nas toliko kočljive, da so se jim tudi potem, ko je režim komunistične partije propadel, raje izognili, pa zakaj bi to, pa raje ne bi, pa no sej, to je že menili, prepustimo to zgodovini in tako dalje in tako dalje. No, in če zdaj naredim nekaj klicajev zame osebno in za moje delo, in za moje izobraževanje, je bilo gotovo izjemnega pomena, da je Ivo Jevnikar sprožil v Mladiki eno dolgo serijo, ki je trajala 10 let, o primorskih padalcih. To so tisti nesrečneži, ki so bili kot italijanski državljani v italijanski vojski med drugo svetovno vojno, ki so bili potem zajeti od zaveznikov in so se odločili, da bojo šli pomagati svoji pravi domovini, to je Jugoslaviji, ki je bila okupirana. So prišli sem med partizane in bili tukaj obravnavani kot špijoni ali vsaj potencialni špijoni, in jih je, kaj vem koliko, blizu 30, malo manj,
izginilo že med vojno ali po vojno, ker so jih likvidirali, ustrelili v glavnem. Ta zgodba, upam, da bo kdaj tudi knjiga, je izjemnega pomena po moji presoji. Škoda bi bilo, da bi ostajala samo v člankih in nekih fotokopijah, ker jih je za zajeten šop. V zadnjem času je meni zbudilo posebno pozornost kaj? Gotov Anatomija umora v Rosetijevi ulici. To je bilo izredno pomembno dejanje. V najnovejšem času pa sem si izbrala dve zgodbi. Ena je osupljiva zgodba o gospodu Lavrenčiču, ki je živel v Španiji in vam jo toplo priporočam. Mož je namreč naredil tudi načrte za ene zapore in ker mene zapori posebej zanimajo, sem komaj verjela svojim očem, ko sem v besedi in v slikah videla, kaj in kako je to bilo. To je objavljeno v tej številki. In v zadnji številki poročilo oziroma članek o spominih gospe Danev, ki je imela kot ljudje njene generacije ponavadi zelo živahno in dramatično, pogosto težko usodo, ki se je dobro iztekla. Hvala Bogu se je dobro iztekla, ker se je v Trstu lažje več dramatičnih zgodb dobro izteklo in je o tem napisala spomine. Tudi to, upam, da je tamle je na začetku. O tem bi si recimo želela kaj napisati, sem pa vesela, da sem lahko vsaj spregovorila. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ta krog smo zaokrožili, ampak seveda imate zdaj besedo tudi vi. V dvorani je veliko še sodelavcev, članov uredništva, tudi pa sodelavcev iz Matične Slovenije, bralcev ali drugih, ki se zanimate za te zadeve.